To je Radio 1 podcast. Zelo lepa epizoda je pred nami. Danes bomo spoznali glasbenega novinarja Boštjana Tuška in prav začutili boste to ljubezen, ki jo čuti do glasbe. Za njim je v bistvu 1000 intervjujev oziroma koncertnih reportaž, en kup koncertov in Boštjan bo z nami delil 1001 anekdoto. Povem, da mu je kar za kakšno stvar precej žal. Ne zamudite. Danes pričakujem en strašno zanimiv pogovor, zato ker je na mojemu kavču glasbeni novinar Boštjan Tušek. Živijo. Hello from the other side. Kako je na uni strani? A imaš kaj treme? Ja, malo imam, ne. Deva najprej povedati, za koga ti vse pišeš. Ja, prvenstveno pišem za 24ur.com, no. Včasih sem tudi za koga drugega, ampak dejansko sem kar zvest, no, na nek način. Temu no. mediju. Ja. To pa vem, da sva itak na nek način poja sodelavca, ne? Je sva, ne? Ja. Dostikrat se srečava na koncertih ali pa v bistvu večkrat na koncertih, kot pa v hiši, v kateri delava oba, ne? Res je, zato ker jaz zdaj bolj po terenu skačem oziroma intervjuji, koncerti seveda in tako naprej, no, v glavnem te zadeve, ne. Čakaj, ti pokrivaš, se pravi, koncerte, delaš reportaže ali pokrivaš tako muziko na splošno? Kar se tiče zdaj 24ur.com. Mislim tako, a veš, da bi pisal skozi neke recenzije, ne, to niti ne, no, ampak jaz pravzaprav sledim, bom rekel, svetovni pa domači sceni, tako ali drugače, ne, in pol domače seveda rad povabim pred mikrofon, pač grem na promocijo, tako kot ti, ne, ali pa ne vem, vse te in koncerte, in intervjuje, in polo plošči, in tako, pač te zadeve, no, največ furam, tako da, pa tudi kaj umestno, a veš, pa pridejo razne obletnice, ne vem. Rojstni dnevi. Ja, Freddija Mercuryja, Live Aidi, rojstni dnevi, in tako naprej. Takrat pa v bistvu spišeš kaj, a ne? Ja, takrat pa bi rekel malo bolj zgodovinsko, ali pa pač, včasih pa tudi kaj tako, kako sem jaz tisto doživel, recimo, kaj takrat bilo. Tako da je mogoče malo bolj osebna nota, ne, ali pa da je malo bolj avtorsko, da ni samo suhoparno, kronološko, zgodovinsko. To. Dodaš malo emocij zraven, ne? V bistvu. Ja. Sej folk, mislim tako, ljudje mi reče, da to kar radi preberejo. Tako da, tisti, ki imajo, bom rekel, malo boljši attention span, kaj to bolj zanima, mlade generacije. Veš, kaj me zanima, kako se je sploh vse skupaj začelo pri tebi? Verjetno je bila sprva neka ljubezen do glasbe, že tako? Misliš, da si padel... muska sama kot muska, kako sem v muska? Kot muska in kako si se poznašel v novinarskih vodah? Ja, muzika, to je v bistvu, ne bom rekel, narekoval krivc moj oče, ampak on je že od mladih let poslušal, mislim, predvsej gramofonskih plošč je bilo veliko doma, seveda, ne, in on je poslušal, Beatli so bili njegovi prvenstveni, bom rekel, Stonesi sploh ne, recimo Beatli, pa Janis Joplin, Jimi Hendrix, Dorsey, Status Quo in tako naprej. Še ga Mozarta je vmes vrgel. Si klasika kar ureda. Hočem to reči, ne, tako da on je pol včasih bil kar, tako, ta zgodba je zanimiva, no, saj meni je bila, pa tudi mogoče, ne vem, bolj malo, kad sem jo povedal, on je včasih Playboy kot Vogue je bil to še, ne vem, angleški, ameriški, kakorkoli, ne, mislim, da ameriški, ne, in se je to pač tle dobili, in on je tam noter enkrat konc 70-ih, že v sredini 70-ih, videl ene zvočnike, ne, ker je rekel, take zvočnike bi jaz enkrat naredil, ko on je bil strojni inženir. In je te zvočnike pol, si to sliko shranil, in je pol dejansko kot strojni inženir vse te kretnice, vso elektronko, ki je on naredil, se pravi sam po nekih načrtih, ne, tam z lokalno neko mizarko sta te pol dile odrezala, je on to vse zlimal, polakiral, na koncu sta šla pa s njegovim očetom v Trst po membrane, ki so bile Bowers & Wilkins, to je drugače vrhunska firma zvočnikov. In smo to pa sestavili in smo leta 80 to doma na dvorišču stestirali. In ni hodič, da glih takrat je, ne vem, nek radio pržgal in rekel, no, probal, da vidim, če dela, in je bil nek slab signal in je rekel, kaj je to neki, vse, no, dokler ni dal gor status quo, whatever you want, in od takrat je meni to tako, ta
in ta band, in ta muzika, in ta cela plata, že takrat, recimo, mi je bilo to, me je zagrabilo, no, bom tako rekel. Ne. Drugače pa moji začetki, počasi smo, najprej smo plošče poslušali, pa radio, on je imel, se pravi, dosti teh plošč. Čeprav zmer se je hecal, prav, jaz sem Beatle imel, prav, pa smo prav pa na žurih, pa je kdo prišel, pa sposodil, prav, zdaj pa sam še frisbilo, s tem ploščem mečeš, ne, ker dejansko plošče se zrabijo in tako naprej. In je pol v 80-ih, ki je bila reizdaja Beatlov, vse še enkrat nabavljeno, tako da takrat sem bil pol, tudi jaz bom rekel, Beatle bolj kronološko šel skozi. Tako da jih imam še zdaj kar naštudirane. No, on bi se ful dobro ujel s Slavkom Ivančičem, ker Slavko isto obožuje Beatle in oni pa prav ne prenese rollingov. No. Jaz sem čist fan rollingov, čeprav folk reče, ta album je najboljši, on je najboljši, pa vidno, da v bistvu poznamo bolj, da veš, te hot rock, njihove single, tako rekoč, ne, celih albumov, pa precej manj, no, saj jaz tako osebno, čeprav sem čist fan, ampak ne vem, vsega po svoje, no, težko rečem. Čeprav, če bi se mogel odločiti, bi se verjetno za Beatle. No. A si imel, da je band? Nisem imel benda. Sem sicer poskušal, precej neuspešno, kje mal pet, pa to sicer posluha nekaj imam, ne. Edinkrat sem pa imel, sva pa, kdaj je bilo to? Tam v sredine 90-ih, par let, sem imela s Pižamo. Rap duo. P2B. Projekt dveh Boštjanov. Ampak to je bilo, ne, pa lej, tako, a veš, imela sva, v bistvu sva en demotape naredila na kaseto, ko sva si pač podlage dala in jaz sem bil takrat še vmes v vojski, pa je neke te, na vojsko sem en komad napisal, on je neke Baby, to ono, tretje, on je bil fan te nemške scene, fantastičen fir, pa to, pa smo začeli poslušati te ameriške repere, se pravi, West Coast, pa to Snoop Dogg, Dr. Dre, pa to. Pa malo smo prijateljevali, da tako rečem, ali pa smo bili kolegi, no, s Koširjem, pa z Jovanom, takrat tudi, pa dva sta ful prinesla teh CD-jev iz Amerike in smo pol to si malo menali, malo poslušali, no. Mi da pa tako, no, sodelovala sva z enim producentom, v bistvu on je bil iz Velenja. On je iz te velenjske scene, mislim, da je bil še celo eden prvih bobnarjev ali nekaj bil zraven pri Šankrokih, pa z Zvonetom Hrancem, drugače imel pa pol tako bolj Mario Medvešek, žal že pokojni. In je takrat tako, no, dober je bil pač Sinti pa to in je maj pol celo naredil, mislim, da je 5 komadov, ne, in sem imela pol tako demo posnetke pa podlage. Tako da sem šla lahko, ne vem, na Študenta, pa na Radio Kram, pa še na kakšen lokal na radio, pa se to malo predstavila ali pa v živo repala. Pa celo imela sem par koncertov, no, kaj pa vem, tam po Kranju, okoli Kranja, po Murski Soboti enkrat, lej, tako da malo tega rock'n'rolla malo, sicer pač reperski. Bila izja, ampak ja, malo za okus. Probala sva malo, no. Bom rekel, na odru je tako, ne, vse ima zmer ful tremo, pa te strah. Bom rekel, sam do unga trenutka, kad dejansko padeš not, pa uživaš, ne. Pa gre, ne. Gre, ne. Čakaj, in kako si pa pol, pristal v novinarskih vodah? Dobro, ljubezen do glasbe je, zanimanje je, duša ti je v to pravo smer, vse skupaj usmerjeno. Zdaj pa treba to še, ne, študiral sem novinarstvo, ne, in sem pol že v tistih, študentskih letih sem pol nekako, ne vem točno kako, ampak prišel sem na Vikend magazin, no, takrat, veš, ko so pol, malo smo o filmih pisali, malo smo muziko, ne, in pol takrat tudi, kdaj je bilo to, okoli 2000-ih, je bil en projekt ali natečaj Triglav, ko so mladi bendi, se prijavljali in smo pol tako hodili, pa malo to pokrivali, pa malo v teh bendih napisali in vem, da so takrat začenali, kdo je bil? Omar je takrat začenal, ki je bil še malo bolj čabi, pa je imel svoj band Karim, pa je takrat igral tako priredbo Oops, I did it again, tako na punk varianto od Britney, pa je nepar teh komadov imel in je že zelo... To je bilo pred Marijem ali ti smo obdobju? No, mislim, da je bilo že prej. Je bilo že malo prej, ne? Ja. Pol je šel, se je zgodil. Pa Defect so zmagali, ki je Perica, ki je zdaj režiser, ne, je bil pevc. Videospoti pa filmski režiser. No, so bili taki, ne, rejđovski, ako preko, ne, Tako da ti sem že malo, no, pa pol sem počas začel tudi muziko pokrivati, no, a veš, razne recenzije, ne vem, Red Hoti so bili takrat, ne vem, Orčiba, take zadeve, pa sem naredil
prva taka večja stvar mi je bila intervju z Garbage, recimo, z kitaristom, se mi zdi, ja. Shirley je bila na voljo. Leta kasneje sem Shirley pol v živo delal, tako da vse v redu. No. Okay. Sem si to tudi željo nekako izpolnil. Ja, pa enkrat sem imel eno zanimivo stvar, ker sem šel na dopust na morje in dobim klic. Bi šel ti delati intervju z Oasis, z Noelom Gallagherjem v Rim. Jaz tako, jaz sem zdaj čist drge, kako mi je zdaj v Rim prišel, ne. Tako da to sem skenslil, ali pa sem se temu odrekel, čeprav pol je človeku kar malo žal za take stvari, ne. Tako da. Če sva že pri tem, ta največja obžalovanja, ki se niso zgodila, torej, zdaj pa očitno ena je bila zaradi dopusta. Dobro, to je en tak primer, ne. Ja. Dobro, boleče mi je to, da sem bil v vrsti za meet and greet z Depeche Mode, ki je zame tam gor zelo visok, poleg Curov, pa še koga, ne. Kaj je bilo? Pa nisem mogel not priti. No. Ne vem, pa jih je bilo 10, jih je lahko šlo not, pa sem jaz 11, pa ni šlo. Ne. Mi je krbeca. Ja, ne praviš, meni vsak se na to zmoram. Ampak ja, lej. Ja, ne, ampak je drugače, če si fan. Zmer moraš imeti neko projekcijo, kaj pa še bi, ne. Prav z njimi najbližji sem prišel to, ko sem imel intervju z Erasure, ki je bil Vince Clarke, njihov prvotni član na prvi plošči, skratka avtor Just Can't Get Enough, in sem ga lahko tudi kaj o Depeših vprašal, ne. Tako kot s Curih bi tudi imel, ne, ali pa karkoli, ne. Pa sem imel s Stevenom Severinom in Susan Banshees, ki je bil včasih Robertno in par let pri njih kitarist, in je bil on ful vesel, da sem ga še kaj o njegovemu kolegu vprašal, ne samo o pevki, recimo, ne. Tako da posredno je nekaj bilo, ne. Boštjan, kako se zdaj to zgodi? Ti recimo, se pravi, si novinar, delaš za določen medij in kako se potem zgodijo ta povabila za delati intervju? Ti govoriš tukaj zdaj o res velikih bendih, ne? Kako prideš do te točke? Ja, mislim, tako bom rekel, ne, jaz sam, pa tudi recimo Miro, ne, majcen fotograf, s katerim delava, doskrat se pogovarjava, pa tako rečeva, tega bi bilo pa fino, ali pa sva rekla, ne, ampak zdaj zadnja leta, ali pa tako opažam, da je bilo, mislim, da je tega, bom rekel, manj, ali pa da je ful težji. Zdaj, dobro, sama korona, ta situacija, se mi zdi to še dodatno, je še veliko tudi tistih, ki so plej mogoče imeli, je to zdaj nekako odpadlo, oziroma sploh ni več, sploh to ni več, ko se reče on the radar, sploh ne obstaja več, recimo. Ja, tudi živi intervjuji so nekaj čisto drugega, ne? Ja. Pač so odklopili, ja. Stonsi nimajo več intervjujev, imajo tisti promo press dan, ko lahko prideš kaj, pa če imaš srečo, dobiš enega, dva, se z njim 2 minuti, koliko 5 minut dobiš, 3 vprašanja, 2, kakorkoli ti dajo na kartici, na nekako, ali pa ti pošljajo link, da lahko to snamaš, da imaš tisto izjavo, ampak to ni intervju, ne. Tako da, ne vem, 10-15 let nazaj, recimo, bom rekel, midva sta si največ, pa jaz največ zadev si človek v bistvu sam zrihta, po domač povedan, ne. Se pravi, da se zanimaš, da probaš najdeti nek mail, nek karkoli, ne. Vprašaš, ne, oziroma se pozanimaš, oziroma probaš nekega človeka, ki ti bo dejansko, te bo lahko do artista pripeljal, vse to smo pol videli, ne, ki pravijo zmeri, ja, pa, ki pol včasih dobiš od kakšnih PR-ovcev te, ko se reče odzive, ja, pa mi smo premehni, pa ne bo šlo, pa mi pa... Govoriš te za slovensko tržišče, ne? Ja, recimo, ne, a veš, ampak jaz pravim s takim odnosom, da ti že naprej rečejo ne, oziroma se ni možno. Se ne da, ne? Se je nama velikrat pokazali, da sva pa prišla do koga, ne, a veš, da napišeš mail na alice@cooper.com, pa ti odgovori, hi, this is Alice, ja, kontakt tega, pa tega bomo nekaj naredili, pa sem imela intervju v Gradcu, recimo, v Avstriji, ne. To imam še zdaj v glavi, sem rekel, če bom kdaj knjigo napisal, ne sam intervjuji so bili večinoma objavljeni ali pa večina stvari, ampak to, recimo, kar se ob intervjujih zgodi, dogaja, a veš, v bistvu backstage intervjuja, ne? Recimo, sem šel na vrc, pa sem pogledal, tako so zdaj mehen okenček, pa sem videl njegov asistentko, ki ga maže, sem rekel, to je pa making of Alice Cooper, a veš, tako sliko se je res zapomnil, sem rekel, pa nisem od takrat telefona, kaj je bilo, a sem ga tam pustil, sem rekel, to bi mogel zdaj stisati fotko, pa bi bila taka antologijska, ne, tako da. Kaj smo že pa kak je bil intervju, kak je on?
Ja, Alice je eden najbolj prizemljenih ljudi, najbolj tako, v bistvu, mislim, da so bili ORF, eni Avstrijci so bili še pa midva, ne. Pa midva tako malo tam hangamo, pa oni nekaj naredijo, pa je tako videl, da nekaj ni bil neko predzadovoljen, ali pa nekaj so ga tam mučali z ne vem kakšnimi vprašanji. In pa smo mi na vrsti, midva. In tako začnemo. Ja, veš, in tako, meni je najbolj zanimivo, ali pa najbolj uživam v rekovaju v tem, kad ti marsikdo, kad te vidi, pa reče, ma kaj bo zdaj tale in tle nekaj, a veš, tako, ne, malo podcenjujoče, ne, in pol ga, ko pa začneš, ne, ali pa, ko ga pa 2-3 stvari vprašaš, a veš, se mu pa oči zbistrijo, zasvetijo, pa ga v bistvu pridobiš na svojo stran, ali pa ti res pade not in ti res tako pove, zato ker je vesel, ne vem. Jaz zmer gledam tako, da ljudi probam vprašati, ne bom rekel, kaj drugega, kaj ga vsi drugi Absolutno, ne, ja. a veš, kaj zanimivega, ker mene zanima, ker bi verjetno tudi koga drugega zanimalo. Tako da večinoma mi to ratano, kdaj pa tudi ne. A spomniš, kaj si ga vprašal? Ja, vprašal sem ga marsikaj, ne, ker recimo on je tudi igral, on je full fan teh horror filmov, ne, ja, veš, in Freddy Krueger, ne, je on, ne vem, v 6. delu filma je on igral njegovega očeta, ne, in je pol, a veš, mi to razložil, pa eno najbolj smešnih anekdot, kar sem jih kdajkoli slišal, ne, to je pa, se to je mogoče že kje povedal, ampak je rekel, prav, imel sem uno svojo bojo kačo gor, ne, in Bogarjeva prav se je tako postrašila, da se je podelala po cela modro, prav, da smo mogli paziti, da nismo vsi popadali po tleh, ne, ampak tako recimo, ne, da človeka pripraviš, da ti res pove neke take zgodbe, a ne, drugače pa on, ne vem, navdušen golfist, pa vse te, ko on je bil prej, ne, to vemo zdaj, ko ima band z Johnnyjem Deppom pa z Joeom Perryjem Hollywood Vampires, ne, on je bil član originalnih Hollywood Vampires, ki so bili še, ne vem, John Lennon pa Kit Moon, pa taki modeli, ne, od hujev, ki so bili pa dejansko oni na hard rock'n'rollerji, oziroma je bil hud rock'n'roll, ne, ampak je rekel Alice, če ne bi nehal, ne, bi bil zdaj verjetno v kakšnem klubu 27, koliko jih je veliko. Takih bilo, ki se niso znali ustaviti, ta pravi čas, ne. Kako se pripraviš na intervjuje? Ja, ker to sem pa prepričana, da si pa vzameš kar nekaj časa. Če hočeš dobiti namreč take odgovore in take zgodbe, ne moreš iti tja, mimogrede malo vprašati. Kako bom rekel, jaz sem, a veš, najprej prva ideja, ki jo ima človek, je, ja, grem kakšen intervju prebrati, ne, ampak sem hitro pogruntal, da iz slabih vprašanj ali pa iz slabih intervjujev ne moram nič vam potegniti, ne, a veš, oziroma zelo malo, ne. Tako da jaz imam dostikrat, dobro, če mi je nekdo bliz, ali pa že odprej veliko vem, drugo, ne, a veš, pol imam zmer boljše ideje, kaj nekoga vprašati, kje, kam bom to zavil, sicer ne gre to, a veš, za da bi rekel, zdaj pa kjero struno si kam napel leta 89, ne na ta način, ne, ker to verjetno nikogar ne zanima, razen kakšnega gika, ne. Ampak tako nekako, neko, ko bi rekel, ravnotežje med tem, kar mene zanima, ne, ali pa kar imam jaz, se imam zmer kakšno, nam rekel trperijo, ampak kakšno fino idejo, ne, kaj, da tega moram pa to vprašati, ne, ali pa pač glede na kontekst. Pa tudi kaj bi recimo ljudi zanimalo, ne, čeprav s tem, kaj druge zanima, se ne obremenjujem preveč, no, tako da ponavadi. Sem pa recimo, ne vem, delal sem intervju z Johnnyjem Rottenom, ne, Johnom Lydonom od Sex Pistols, ne, in je kar uno, veš, faka, ne, kaj bo zdaj, ne, ali pa Kisi, ne, Kisi so bili prvi taki. A je to tip človeka, ki ne veš, kaj boš dobil z vidika, a bo vstal na pravilno nogo, a bo tečen, a te bo poslal nekam, je tudi, to tak tip? Ampak, a veš, to so načeloma lahko si, a ne? Ja, se pravi, Sam on je recimo malo bolj izstopa. To so neki ljudje, ki imajo neko auro, ki imajo neko karizmo, res uno monster, ne, a veš, in lahko se človek, mislim, to sem pol videl, recimo, ne, kar se tiče, lahko si ti še, no, prva napaka, recimo, saj to sem pri sebi videl, je, da greš, ne vem, na intervju, ki ti rečejo, imaš 20 minut ali pa 15 in imaš ti tam 2 pole vprašanj. Pa da on to vidi. Ne, 3-krat preveč, se pravi, na koncu pa lahko pride do tega, da prideš do polovice ali pa še to ne, pa rečeš, fuck, ne, in 2 dobrih stvari nisem vprašal. Se pravi, prva stvar je, da ti določiš oziroma približno veš, koliko časa to bo, zdaj, če ti rečejo neomejeno, pač narediš tisto, kar si hotel vprašati, ne. Sicer je pa zelo pomemben, da vprašaš tisto, kar ti je pomembno, ne, da ti pol prej sprašuješ trperije ali pa človek malo nekam odtava pri nekih vprašanjih, ne, na koncu pa ne izveš, ne vem, 2-3 stvari, ki bi jih pa ful rad
pa zmanjka časa, recimo. Ne. Sicer ne maram tisti, da te nekdo pregana, sem pa že bil nekdo, ki ti je takole držal 5 minut, 7 minut, pa je odšteval malo annoying, no, malo zopran. Ti moraš človeka vseeno naprej, bom rekel, malo zmehčati, oziroma mu dati malo, Ja. da prideš do teh odgovorov, kar recimo jih hočeš. Ne? Se pravi, Ja. jaz sem doskrat to doživel, v tem sem pol v bistvu malo, nam rekel, mazohistično, ampak to mi je pol res užitek dal, ne, a veš, da če najprej si misliš, kaj bo zdaj ti, ne, a veš, in pol, ki ga pa obrneš, se pravi, ki se mu pa oči zasvetijo, pol je pa tvoj, ne, in pol pa, sem pa dobil že take odzive, a veš, that's a very nice question, no, ali pa ne vem, a veš, prav, you're a very good interviewer, thanks, a veš, ampak tudi od koga sem pa slišal, pa mogoče niti ni, ne vem, kakšna zvezda ali pa je nek underground, pa tako prav, daj ti to še enkrat preber, prav, to je pa najboljše vprašanje, ki mi ga je kdo kdajkoli vprašal, veš, da se ti zdi, ne, ampak tako, dejansko pa veš, da si v to ful vložil, ne, a veš, pa da sem razmišljal prej, pa da sem ga prav sestavil tako, ne, in dobro, se pravi, ni to nalašč ali tako, ampak lej, eni ti, no, zanimivo je tudi to, recimo, da, a veš, kad ti nekdo, mislim, dve take, bom rekel, skrajnosti stane, lahko se ti ful dobro pripraviš, ne, pa se ti zdi na koncu pol rečeš, fuck, pa sem imel jaz boljše vprašanja, kot pa on odgovore, oziroma, Ja, a verjamem. veš, ne, sem malo več pričakoval, ne, v tem smislu, po drugi strani pa so pa tudi taki, ne vem, bili smo na 50 Centu na Dunaju, ne, a veš, je imel promo dan in je prej, da je predstavil novo plato in je sam govoril, naučen iz glave. Ni mu nič tako. Prav govoril je, ne vem, pol ure, a 3/4 ure je on doba. No, zdaj me pa še vi kaj vprašate. Oziroma, pol niti nismo imeli tako intervjuja 1 na 1, ampak je bil round table, ne. To se reče, da sediš okoli mize, pa so, ne vem, 3-4 novinarji in reče, vsak ima eno vprašanje. Čeprav tega ne maram preveč, no, sem pa tudi to probal, ampak na koncu vidiš, da pol imaš mogoče 2-3 vprašanja, ki so tvoje, ostalo pa pol lahko tudi nekdo mud z ničem, ki ga vsak vpraša, recimo. No, ampak to hočem reči, da pol tam je pa spet, bom rekel, tisto, kar je prej že povedal, je sam ponavljal. Se pravi, a veš, eni lahko ga vprašaš, kar češ, pa bo zmeri isto govoril, ne. Ali pa če ga jaz vprašam, pa ti, greva mi da sprašvati, ne glede na to, kaj ga vprašajo, bo obema isto povedal. Isti Tudi odgovor. to se zgodi, recimo. Ne. Poleg tega, da lahko nekdo, ne vem, ustane z levo nogo, pa se mu ne da, drug kumi čaka, da bo šel na večerjo, tretji, da bo šel na wellness, en ima masažo naročena, pa kaj mi zdaj te novinarji še tle teži? Dobiš ta feeling doskrat? Niti ne, no, Ne. ampak so tako, sem pa kaj je bilo tudi to. Ne. Čeprav, največkrat dobim ta občutek, da, a veš, tudi pač greš neko veliko ime, ne vem, Slash. Ja. By the way, mi ne. imamo tukaj kitaro, prijatelj Ja. posodo. Meni je podpisal originalen Appetite for Destruction. Tako, Ja, mi sem imamo ga hotel prinesti, pa kitarje, no. sem ga pozabil doma. Kaj je bilo s Slashom? Ja, povej. Ne, Slash je bil tako, čist, Slash je bil kar malo zadržan, no, bom rekel. Ni se neki fur razgovoril, je pa korektno povedal vse, a veš, vedel je, glehan, tak je timing, to pa to moram povedati, čist fino, no. Tvoj prvi koncert, oziroma prva reportaža, prvi intervju. Se pravi, za intervju, kaj pa vem, tako najbolj imam v glavi Garbič, ta je bil phoner, se pravi, to je bilo po telefonu, no. Aha, pa deva tako reči, tak intervju, ki ga imava danes mi dva. Se pravi, da sedimo nekje pri eni mizi na enih stolih in se pogovarjamo. Veš, da sploh ne vem, dele, težko sploh rečem. Drugač, najbolj, ja, mislim, polk sem začel delati na 24ur.com, smo počasi začeli hoditi na koncerte, no. Zdaj, Ok, da ti damo asociacijo Kiss. ja, Kiss, no, tako je bilo, ne, ko sem jaz prišel na največjo spletno stran, je bil pač tam nek fotograf, ki so se večkrat zmenila, ok, pa greva na kakšen koncert. Torej govorimo o Miru Majcnu. Ne, Ne govorimo o to Miru je bil Majcnu. Dare Čekiliš, on je bil Aha, prvi fotograf na 24ur.com in sva pač, ne vem, hodila od takrat, kva so bili, recimo Depeche Mode so bili, Iron Maiden so bili tle za Bežigradom, ne. On je žal že pokojni, ampak pri njemu je bilo tako, če mu dober dan je ful dobre fotke naredil, če mu malo slabši dan, je bilo malo bolj tako, včasih se je kaj zadžemal tam pri Brezovci, ki se je vozil z neki zunga konca, pa ni prišel, pa sem mogel od koga drugega fotke na feh, take pač zgodbe, ne. Pol je pa
V bistvu je šlo tako, no. Meni je to domač povedano začelo malo na živce iti in sem pol jaz kar sam začel malo fotkati, ne. Aha. No, in sem pol enkrat malo tako po ortu, pa tle pa razne zadeve, pa cvetličarna je bila takrat dosti bolj rockersko-metalska, kot je zdaj. In sem enkrat srečal pač enega fotografa tam pod odrom, pa jaz sem mu en slab objektiv, pa prav, lej, daj tole, probej, pa slikaj, zdaj, ker ni toliko svetlobo. No, in to je bil Miro Majcen. In tako so se mi do takrat seznala, malo spoznala, pa je pa usoda, ali kako se reče, hotela, da je tudi on začel delati na 24ur.com in sva zdaj že tam, ne vem, od konc 2008, tam nekje, se pravi, več kot 15 let. Sva sodelavca, še zmer, oziroma pač sva delala pol koncerte. On je fotkal, jaz sem pisal, tako da jaz sem pol fotkanje opustil, sem pa kaj mal, doskrat recimo, ko so se pa za razne tele, kakšen fajn intervju zmenila, oziroma to je bilo pa tako, da je pač, on je fotkal pol sam koncert prej, ko so pa delali intervju, je pa pač on zadeva posnel, jaz sem bil tudi kot novinar, pol, ki je bil pa koncert, je pa on fotkal, sem pa jaz malo pol še footage koncerta posnel. No, Ja, se dva sta v bistvu kar tak tandem, ne? Mi smo še enkrat skupaj, na In Musica, ne? Smo se pelali pa tako in tako da dejansko sem videla, kako to deluje na terenu, v živo in videli, ja. dobro sta posinkana, bi rekli ljudje. Ja, sva, lej. Ja, se to moraš piti, ne? Tako da, ja, in 2008, to je že več kot 15 let. Ja, niti ne govoriš. Je prišla ta šansa, da bi imela midva intervju s Kisi, ne, ker je pač tle, to je bila, se mi zdi, še ta naveza Metal Camp, ne, ker takrat oni so imeli pač to in sva šla gor v Stadthalle na Dunaju in je bilo zanimivo, ne, to je res, veš, kad čakaš, kad prideš v backstage, pa vidiš tam, veš, vse je bilo nekaj v enih ko se reče, v zavescah, pa vse tako malo je dišal po dišečih palčkah, pa nikjer nobenega ne vidiš, ne? Vse je tako malo skrivnostno, ne? In pa gremo mi temu eno garderobo, tako izgleda, kaj ena garderoba, da ne telovadnice, skratka backstage in čakamo in so rekli, ja dobro, vi ste pa še, ne vem, ORF, ta avstrijska televizija, ne? In so rekli, vsak imate po dva, sem rekel, zihar bomo dobili tam, ne vem, bobnarja, basista, oziroma ne ta glavnih dveh, sem rekel, zdaj, če dobimo Gina Simmonsa ali pa Paula Stanleya, kjergakoli od teh, je to, ne. Sem rekel, ja, ampak zihar bojo strici dali svoje, ne. No, in ko pa pridejo not, ne, pa pride ta Gene Simmons, pa Eric Singer, ta bobnar, ne. In tako, ne, tip ima že tako, ne, 1,85 m, 1,90 m, pa še une platform šuze, tako 15 cm, ker tako malo gledaš, ne. In je bilo, ja, zelo tako, efekt so naredili, bom rekel, no. Drugače pa zelo v redu, profesionalni, prizemljeni, tudi po slovenski je pol nekaj povedal, ker on je, ne vem, judovsko-madžarskega porekla in obvlada te naglase. Poleg tega, da je dober biznismen, no, ampak, Kisi, ne bom rekel, so my favorite, ampak se pa znajo tisti, ker se grejo in so dobri biznismeni, dobri showmeni, njihov koncert moraš vsaj enkrat videti, se mi zdi, ne, če si rocker. Ja, kdo je bil najbolj zvezdniški? Pa ni tukaj zdaj nujno ta pozitivna konotacija, ker zdaj vse si dosti pohvalil, bom rekla, dosti prizemljeni ljudje, zdaj pač, take izkušnje tudi, ampak je pa bil kdo, pa si rekel pismo tega, pa tako prav nočem ga več dobiti pred mikrofon, kreten. No, se to sem hotel prej reči, ne vem, tako od PR-ovca ali pa teh ljudi okoli njih, doskrat slišiš, ja, pa veš, pa to nočejo, pa so taki, malo so zoprni ali pa malo so, ne vem, neki, ja, kao muhasti so, ne, ampak jaz sem večinoma spoznal, da to ni tako, ne, da pač oni ljudje okoli njih morajo biti tečni v narekovaju, ne, se pravi, sam artist, sam glasbenik je pa ponovadi zelo skoliran in zelo, ali pa popolno nasprotje tistega, kar si slišal prej, recimo o njih, ne. A veš, tako da, ne vem, tudi Johnny Rotten sva se čisto lepo pomenila, pa imel unga svojega kolega Rambota, sem rekel, ki je zdaj tudi že pokojni, ampak je, unedva sta bila res taka badija, veš, mu je vse zrihtal, to je to, on ta tret, no, ampak recimo, ko sem ga pa kaj vprašal o Sidu Višecu, ko sta bila ful kolega, se mu je pa kar malo služilo, ne, veš, je bil pa kar malo čustven ratov, no, tako, ampak na koncu je bilo pa tako, veš, je mislil, dej, je bil pa eden najboljših zaključkov mojih intervjujev, je rekel nekaj v tem smislu, da
jaz sem se rodil kot svetnik, pa umrl bom kot svetnik, zdaj pa fuck off, ne, zdaj pa dam. Ne. In je bilo tako, ne, takrat sem bilo kar malo tako, kva zdaj, veš, a me je nekam poslal v 3 krasne, ampak pa sem rekel, ja, lej, to je ta njegova poza, on je punker in super, tako, nisem nič zameril, ampak tako, izpadali pa fajn, no, se mi zdi, ne. Boštjan, kako je s tem, zdaj bom rekla, mogoče s mitom, stereotipom, a veš, kad doskrat rečejo, da so naši bolj zvezdniški, kot pa tuji? A imaš ti, kako to, recimo, če jih kaj prosiš, ali pa ne vem, za kakšno stvar rabiš, da so bolj arogantni, mogoče bolj vzvišeni na momente? Ja, niti nimam tega občutka, no, čeprav, a veš, mislim, pri nam ni tako razen, bom rekel, redkih izjem nekega hudega profesionalizma, se lahko vse tako zmena, se veš, ne. Vsi se poznamo. Ko se poznamo, tako Ja. ni panike, ne, ampak po drugi strani pa, ja, ne vem, se mi zdi, da pri tujih je bolj tako, ne, popredalčkano, nekako, tako to je, ali pa pač, ko se bo zgodil, tako imamo mi, ne vem, naštelan tak je termin, tako je, tako, kar recimo, ne vem, ti rečejo, ne, ko sem bil z Daveom Mustaineom od Megadeth, ne, ki je bil v prvi postavi Metallica, pol so ga ven vrgli, ne, so rekli, no Metallica questions, se pravi, nobenih vprašanj o Metallici, ne, in jaz tako, sem pa imel malo, ne, namigujoče, ne, in na koncu mi je tip vse povedal, pa o Larsu, pa o Hetfieldu, pa vse, da me je, ne vem, pol naslednje leta 2 so me vsi metal portali, ne vem, kje v Ameriki, vse citirali, kaj je Mustaine takrat povedal o Hetfieldu in tako naprej, sem rekel, lej, ne, tako da nisem ga pa nič direktno vprašal, ampak mi je pa razložil. No, se verjetno je točno to, da jih spet malo prepraviš, pa na ta pravi način, ne? A jih je ful skritiziral? Ne, sploh ne. Ful je bil prijazen, vse tako prav, smo šli na večerjo, smo se vse lepo zmenili, tako kultivirano. Sej vemo, mislim, njega so boje ven vrgli, ker je bil preveč žurer ali preveč piv ali karkoli. Ja, to pravi, ne. Čeprav je bil to boljši kitarist od vseh, ne, na koncu je bilo mogoče žal, ampak ja, njega pa se mi zdi, ga pa malo boli to, da je sicer ful bil uspešen z Megadeth, ampak nikoli pa to, kaj Metallica, ni pa toliko dosegal, kot Metallica dosegla, ne, recimo. A so kdaj pritiskali nate, kak članek oziroma kako reportažo moraš napisati? Z vidika moraš nas pohvaliti. Ne smeš kritizirati. Ali pa kaj spremeni, kaj vrš ven. Nikoli. Mislim, jaz tudi, bom rekel, kar se tiče avtorizacije samih intervjujev, sem to mogoče vsem karieri, tako rekoč, mogoče ene 5 doživel. Da je kdo sam rekel, jaz bi pa rad prebral, sicer kdaj komu rečem, a bi rad prebral, pa večina pravi, ni panike, ti zaupamo. Ne, tako da. Niti ne, no. Mislim, bolj mi gre, v kakšnem primeru je bilo, če je že bilo, ne, tako, sem imel bolj ta občutek, da je bil dober intervju, da je nekdo se fino razgovoril, je fine stvari povedal, pa on prebral to in je vse bom rekel, ta fine parte, ta žmohtne, tisk so bile meni najbolj všeč, je pa ven vrgel. Ja, okej, ne. Ampak pa se tega ti držiš, ne? Na njegovo željo. Ja, mislim, saj sem to upošteval, ne, ampak kar se mene tiče, bil prej intervju boljši, ne, preden je on to... Jaz ti zdaj povem, da ne bom nič rezala ven, če boš imel kakšne želje slučajno. Tako da, pazi, kaj govoriš. V redu. Kako ti spremljaš koncerte? A jih lahko še uživaš v njih kot poslušalec, ali si že toliko, bom rekla, imaš te poklicne deformacije, da iščeš mogoče napake, mogoče neke posebne stvari in s tem zgubljaš musko? Doskrat se vprašam, recimo, če bom enkrat nehal to početi, ne, Bog ne daj, ampak recimo, če se zgodi, da recimo začnem, da bi delal kaj drugega, da bom začel kot fenke hoditi, ne. Ja. No, verjetno ne bom na to koncertih, ne, pač vsak normalen rekovajo človek gre parkrat na let na kakšen večji koncert, a ne, mi do tle, ki sva v najboljših letih, je bilo tudi 100 plus minus, ne vem, ne, na leto, ne, če pol to reče, da je to par na teden, včas pa, ne vem, v enem tednu 3-4, ne vem, tudi 5, pa vem. Tok sta jih imela največ drugač? To je bilo res že, no, pa sem gledal, da to je bilo mogoče tam, tisto obdobje med 2010 pa 2015, no, takrat je bilo res, se mi zdi, najbolj nahartno. No, ampak drugač pa tako, no, odvisno, veš, tudi na koga greš, ne. Zdaj, videl sem, da tisti, pač, včas greš tudi na koga, kar rečeš, grem mal pofirpcati, po domač povedan, ne, se pravi malo, da vidiš, kako je, ne. Ampak zmer se mi zdi, je fino band malo poznati, ali pa muziko po to, ne. Oziroma užitek se mi zdi, da je toliko večji,
če ti si seznanjen s to muziko, ali pa čim bolj, no, kolikor pač je možno. Ne? Zdaj, ne vem, če je nekaj novega, pač greš parkrat album čez, pa rečeš, ajde, slišimo, kot to uživo zveni. Ne? Tam je pa spet tako, ne? Recimo se zgodi, da kdo ti je blazno všeč na plošči, ne? Na studijskem posnetku, pa rečeš živo, ja, ne vem, bo še imaš gance jedli, ali pa več. Dobra produkcija. Pač, ja, mogoče niti ne spade tako, no, ali pa pač nima neki mladi bendi, še nimajo to kilometrine, to uno, tretje, ali pa si mogoče predstavlja, da bo nekaj drugega, ne, medtem, ko kdo te pa naplati, ne, pa rečeš, da slišimo, ti pa uživo tako preseneti ali pa tukaj razvali, ne, mislim, da rečeš, wow, to je to, ne. Kdo te je zdaj nazadnje, recimo, da te je res navdušil, da te je sezul, pa nisi pričakoval? A v tujih, a v domačih? Lahko boje, lahko domače. Ja, ne vem, mislim, zdaj, ko sem bil na Koala Voice, mislim, to je bil en njihov najboljših koncertov, se meni zdi, no, pa tudi Murphy, recimo Murphy, ki so bili takrat na Praznik. Murphy praznik, ki je bil tle, je bil super, ampak pa sem bil šel v festivalni, tisti mi bilo pa, je pa še malo manjš, ne, a veš, in je tudi prostor malo drugače funkcionira in tisti je bilo v bistvu še skoraj boljšno. Zdaj v tujih pa, kaj pa vem zdajle. Mislim, tako, no, to sem hotel še reči, ne, ko pišeš o zadevah, recimo, ko so meni blizu, ali pa ko sem jaz fan, no, mislim, nikoli ne probam nekaj pisati prav preveč po fanovsko, ali pa fanzinovsko, ne, a veš, zmeraj rečem, ja, ne, moraš napisati na tak način, sploh če pišeš za tak medij, da lahko pravzaprav kdorkoli to prebere, ali pa tisti, ki ga saj malo, recimo, zanima in da mu tudi zadevo predstaviš na nek tak, v nekem normalnem jeziku, pač dobro reči, včasih kakšno besedo tako uporabim, ki mi je pač všeč ali pa mi je malo catch, kakorkoli, ampak, a veš, če jaz pišem, ne vem, grem na Depeche Mode ali na Cure, na Pixies, na neke kultne bende, ali pa bom rekel, vsaj v moji glavi kultne, imam zelo dobro podlago, ne, a veš, in lahko tudi na koncertu doživim neke stvari, ne vem, so solze sreče, ne, a veš, in lahko to pol opišem, dejansko, ne, a veš, me ta neka muska ali pa nek trenutek, ali pa ne vem, ne znam ti razložiti, kaj te recimo tok gane, recimo, da dobiš tak efekt, ne, in recimo pol, kdo to prebere, ne, mi je bil en boljših takih odzivov, mi je bil, meni je bilo tole pa res dobro napisan, zato, ker sem občutek, da bi bil tam, ne, ali pa ne vem, mravljinci po hrbtu, ne, veš, na ta način, ne, da tudi nekomu, ki ni bil tam, pričaraš eno tako pristno, osebno, mogoče malo osebno tudi doživetje, pač kako sem to doživel, videl, ne. Ki je verjetno drugačen od, rekel, večine, ampak pač, a veš, se pravim, tudi vsak je malo fanboy, tako, sicer pravi, da to, če greš na intervju ali pa srečaš te svoje heroje, ni najboljš, da si preveč fan, ne, se pravi, se moraš malo nazaj potegniti, ker lahko zezneš ali pa, ne vem, zaideš kamorkoli, ne, ampak, lej, ne. Moj prvi intervju je bil recimo s Him. S tem, da je bilo to darilo. Tak res tisti profi, ne, bom rekla, tako, ko se zdaj mi dva pogovarja. In jaz sem pač bila fanica, ne. Ja. In sem bila tako ful, v bistvu nestrpna, oziroma v strahu, da se bodo izkazali kot neki kreteni in da bom jaz izgubila pol to neko, bom rekla, navdušenje nad njimi, ne. Hvala Bogu se to ni zgodilo, ampak verjetno je zmeri, recimo, ko greš ti intervjuvati nekoga, ki ti je malo bližje, je prisotno mogoče malo tega, kaj pa, ne, če se bodo obnašali tako pa tako. A se to kaj spremeni, ne, pri tebi? Ja, a veš, lahko se ti neka slika, ki jo imaš, neka predstava, nek superlativ, ki je tako v neko oblakih, ne, ponavadi nam rekel zdaj pač, jaz imam nekoga, ti imaš koga drugega, ampak tako, bom rekel, za koga pa pol rečeš, shit, ne, boljš, če bi tako ostali kaj prej. No, to je. Ni več isto, ne. Ja, ni več isto, ja. Čeprav, ne vem, je pa tudi kdo, ki si recimo full fan, pa ga vidiš 3-krat, 4-krat v živo, pa rečeš, ma nikoli me ni v živo navdušil, ne, a veš, recimo tako. Ampak, pač lej, drugače pa ja, tako, ko so rekli, ne, da včasih je to bilo bolj ta nek kult ali pa malo več skrivnostnosti, a veš, recimo, meni je bil tak, Princ je bil recimo tak, ne, a veš. No, to je še eno od obžalovanj, ampak kraj ne bi preveč o tem govoril, ne.
Zakaj ne bi? Zato, ker me boli. Ne, zato, ker sem bil na koncertu, prišel sem celo v Fempi, brez zapestnice, ampak nimam niti enega občutka, vtisa, kako je bilo na koncertu. Vem sam, da sem bil na koncertu. Malo preveč sem bil vesel pred koncertom in pa je bilo katastrofa. Poj sem upala, da kaj drugega povedal. Obžalovanje, Prince, se pravi Depeši, Meet and Greet, še kaj? Nočete zdaj zamoriti, ampak ne, zanimivo je bila tudi ta, ker sem verjetno ne poznaš en band iz malo bolj alter, elektropop, kakorkoli, so bili enkrat na In Musical, in sem imel še en star telefon. In mi je nekako pol, sem se rekel, bomo imeli intervju, in prej so se pa na bencinski ustavila, da bo nekaj pojedla, in so pojedla nek hot dog ali kaj pa vem. In zvečer, ko me najprej telefon crkne, me ni mogel noben preklicati, in pa mene band čaka not, ne vem, v buri 10 minut, 15, ne vem koliko. Jaz pa tam v Dixiju bruham, ne vem kaj vse delam, v grmovju, in pa sem kaj prišel, čakali so te, ni jih več. In to je bilo to. Okay. Tako da tudi to se zgodi. Ali pa ne vem, James Blunt ne bi tudi bil na Dunaju intervju in smo pa last minute, oziroma tisti trenutek, ko se mi do v avto usedla, da greva proti Dunaju, žal ne bo šlo, zato ker so dali, ne vem, hrvaški televizijo. Nekaj so rekel, v redu, pa ne gremo, pa bomo pa doma ostali, pa niso šli. A vas je še kdo skenslal? Ali pa da ste bliže tam, pazi, si na Dunaju, ali v Münchnu, ali Milano, kjerkoli, in ti čakaš, in tako v bistvu se je premislil, ne bo nič. Ali pa si nekaj. Misliš za intervju? Ja, recimo. Niti nimam tega. Bolj imam za koncerte v glavi. To je bilo še v unih časih, ki je bilo pač ena ali pa dva prevoznika še pred koncerti pa drugimi, A veš, ni bilo tako, tudi zveze, te povezave, ne vem, ni bilo niti neki full interneta ali pa družabnih omrežij in tako naprej, In ne vem, smo šli na Dunaj, na Merlina Manstona, mi vsi nahajpani, tako the best, vsi folk namazan, ne vem kva, vse. In mi pridemo gor, njega, kako ga ni, enega so zaprli nekje, ali en je dol padel, pa Wu-Tenge, to dvoje sem bil na Manstonu, pa na Wu-Tengih. In oboje smo bili tam pred dvorano, da smo pa izvedeli, da ne bo, oziroma ker nisem noben obvestil. Pa je bilo pa še tako, da ti je pol prevoznik rekel, sej, na Dunaj smo vas peljali, za karto vam pa vrnemo. To je bilo to. Piška. Kaj pa tvoje vprašanje, oziroma tvoj intervju, a si kdaj postavil kaj tacga, kaj si razmišljal tako, a če vprašati, ali ga rajš ne vprašam? Tudi. Sam sem se pol hiter, sem ta strah zgubil, bom rekel, zmer si upam vprašati, nikoli mi ni on. Vse čas mi je malo awkward, ali pa pač probaš malo na heco obrniti. Ampak glih zaradi tega, ker veš, ponovadi lahko to ponovadi dobro izpade, bom tako rekel. A veš, je pa tisto, ko si rekla, če mi je kdo kdaj skenslil, enkrat smo imeli tako, rekel, sploh nismo vedeli, da bomo imeli intervju in pridemo, boste imeli intervju, bomo. Asia so, to so v bistvu člani Etis skupina, a ne? A niso? Stari rockerji v bistvu, Emerson, Lake and Palmer, pa to, Palmer je bobnov, pa mislim, da je bil še, bil Jeff Downs, ta je bil pa v Jesih tudi, pa Pol je bil, to sem še le pol kasneje, ker takrat, veš, niti ne vem, a smo imeli kaj dosti pri sebi, da bi se kaj dosti informiral, nekaj sem tam na hiter probal scumprati. On je bil pa tudi v Bugglesih, Video Kill the Radio Star, te variante, Če bi takrat to hiter, niti nisem kaj dosti, bi ga še kaj to vprašal, pa rečeš, a veš, tako, ko bi zdaj, ne vem, Johnny Rotna kaj drugega vprašal, pa bi mogoče imel še bolj intervju, Hočem reči to, da kad človek naredi tistih prvih 500 intervjujev, bom tako rekel, pol veš, kaj je treba vprašati, pa kako se pripraviti na intervju. Prej pa kdaj rata boljš, kdaj ima manj, tako, nima več dilema, veš, čeprav včasih je si mal v bistvu je tako, a veš, to včasih razmišljam po Hitchcockovsko, Hitchcock je rekel, prav, jaz imam film cel v glav, prav, ko ga posnamem, to je samo še tehnikalija, tako da jaz tudi bom rekel, meni je tisto glavno delo priprava, se pravi, ko se pripravljam, ko delam, ko dumam, karkoli ali pa pol, ne vem, tako da last minute to ni dobro delati, zato, ko se mi dostikrat zgodi, da pol
dobiš še kakšno idejo, ne? Tako da boljš, da jo dobiš prej, preden je to, pa kaj spremeniš, oziroma da se pravi, ko imaš tiste vprašanja, ki veš, da jih moraš speljati, meni v bistvu že odleženo, tako bom rekel. Ne? Sam intervju pa je sam še užitek. No, pred katerim si bil pa najbolj živčen? Kaj pa vem. Ta Johnny Rotten je bil kar hud. Ta ti je res dal vetra, Ta je bil kar ta prav, ne. Tudi kisi, a veš pa tisti, ki jih moraš pol ure čakati, pa hoditi gor pa dol, pa a boja, ne boja, kdo bo, ne, a veš, nič ne veš, par čem si, kako si, ne. Tako da z metalci imam pa v bistvu najbolj take lepe, bom rekel, izkušnje, ne, ki pravi metalci, ja, pa so grozni, ampak to so v bistvu razbijamo stereotipe, dve. Najbolj prijazni, najbolj prizemljeni ljudje, kar sem jih zdaj srečal, ne. In tudi zelo načitani v bistvu. Ja, večina, ne. Pa tudi nekako bi rekel, jim je v interesu, no, večini, da kaj povejo, ne. Zdaj, kakšen stari pa tudi, kaj za ti, recimo ta Emerson, Lake and Palmer, Karl Parma me je gledal, kaj si ti mene hotel pravi? Ja, daj ma se jim odi, daj hit povej, no, a veš to. Ja. Lej, ne. Ampak takih je bilo zelo malo, no, tako da, ja, tako kot praviš, ne, tist, a si drzneš nekaj vprašati? Ja, drzni, daj si, ne, pa skoro zmeri pozitivno spade. Čeprav, a veš, dajo tudi kaj več pričakuješ od koga, ampak večinoma je pozitivno, no, take stvari spadajo, definitivno. Če se človeku da, ne. Zdaj, če pa drugo. Če se mu pa ne da, pa se pravi, ga pa lahko vprašaš, kar češ, pa še tako fino stvar, pa ne boš kaj, da si z njega izvlekel, no. Da se veš, ne. Vidim, da si gledal epizodo z Mirotom in mu delaš konkurenco, kar si pač prinesel v precej lepši obliki. Dobro, on je prinesel fotopase. On je prinesel fotopase, ampak jih je tako lama, ne? On jih ima v škatlah, ne? Ja. Ti si pa naredil pač sliko, konc. Sem v okviru, bom rekel, ko so bile koncertne karte še lepe, ne? Ja. V narekovaju. Torej s slikami, z grafikami, z vsem tem. Za tiste, ki pač ne gledate, ampak samo poslušate. Take, ki so karte včasih bile. So bile karte včasih v obliki plošč ponovadi, ne, oziroma naslovnic plošč, vitkov, ne. Je kakšna tukaj gor, ki ti še posebej veliko pomeni? Ja, tista, ki je najbolj dolgočasna, ne. Zgleda, ka karta za vlak, drugače. To je štampilka bila gor, odzadaj bil pa nek turist, ne vem, kaj je bila, neka firma v glavnem. Curie, 24. maj 89, moj prvi veliki koncert. Se pravi, sem iztrl, ja še 14, ne, no. In to je bilo, kakor sem prevedla, karta je bila 100,000 din. Ja. Ko bi zdaj to vedeli, koliko je to v evrih. Ne vem, težko rečem. Ni bila toliko draga, se mi zdi. Čist drugače. Ko bi zdaj rekel, ne vem, 50-70 evrov, no, mogoče ne, ni bila toliko, taka, normalna cena, no. Ampak to smo res čakali takrat, to je bilo, oni so glih izdali takrat ta Disintegration, ploščo, ki še zdaj velja za eno ta boljših in jaz imam tudi zato v glavi, ki me je oče pelal, moja želja je bila, karte smo imela oba, jaz sem bil pa tist dan, ja, ne vem, če popoldne enkrat, ko sem še, pač ta generacija, smo bili v mladince sprejeti in sem šel v šolo po uno značko in pa so šel direkt na koncert v Hala Tivoli. Koncert je bil pa 2 ure, pa 3/4, tako da, to me je skoraj, ka si Darta. V Stožcah. Tako. A na Nirvani si bil v Tivoliju? Nisem. To jih je pa tako mal. To je tudi regret, ne, mislim regret. Čeprav še zdaj točno ne vem, zakaj nisem bil. Jaz sem bil takrat, pa sem bil full fan Nirvane, pa zdaj ne vem, a sem bil prej bolj ali pol bolj, takrat je pol tak MTV, ki je on umrl, ki je bil v bistvu zadnji cel koncert. Ne vem, jaz imam tako v glavi, da sem šel takrat, ne vem, na Fate, na umor, na razne druge stvari, pol ne vem, Nirvana je pa nekako ven padla, no. Pa mi je žal, seveda mi je žal. A si delal mogoče intervju s Foo Fightersi? Nisem. To ne? Nisem. Da bi prišel vse do Grola, recimo? Ja, fino bi bilo, ne. Fino bi bilo, ne? On je kar cool. Ja, on je en po mojem najbolj zabavnih, ne. Če tako pogledaš. Čeprav ne vem, koga je ta situacija zdaj. Tudi koncu smrt Bobnarja, ne. Mislim, Taylorja pa to. To je ta težka zadeva, ne. Ja, sigurno. Še najbolj zvestni neki baje. No, to sem imela v mislih, ja. Povej mi še, kaj še imaš na checklisti? Kaj ti še manjka? Koga si želiš odklukati? Ja, lej, mislim, se pravim, Curem pa Depeche sem že zelo blizu prišel, ne. Ekstra blizu.
Lahko bi še bolj, no. Oziroma enkrat bi še malo bližje, ne, rad Okay. bolj drugačne. Drugače pa zmer ti ostane še kdo, veš, tudi kakšni takih manjših ali pa kaj, pa dobro, veš, kaj je pa, kdo je pa vmes že razpadel, pa niti ni več šanse, ne, a veš, mislim, tudi Rollingi, Stonesi, tudi njih sem pravzaprav bil že zelo blizu, ne, oziroma, a veš, ki... Mislim, se imaš mero ta, no. Ja, v redu, ne, veš, Tukaj imaš še največje šanse. Če bi bilo vse v redu, ne, pa ne bi Miro to takole čez objektiv naredil, bi imel jaz fotko, kako mi Charlie Watts podpisuje knjigo, ne, a veš, pa jo nimam, ne. Ker se je en varnostnik postavil pred njim in rekel, to bo ne bo šlo, ne, oziroma ne vem kaj, pa sta imela nekaj. Ti imaš v enih takih malih smolic. Tako prav male smolice Ne, pa imaš. vse v redu, ne. Ampak enkrat bo, veš, te karma. Enkrat bo, Boš dobil. enkrat bo, Boš ne. dobil. A veš, tako da Stonesi, kaj, z Mickom Taylorjem sem imel, ne, on je bil njihov kitarist v 70-ih, pa ta Daryl Jones je njihov koncertni basist, z njim sem tudi imel, pa z bratom od Micka Jaggerja, no. Ja, ko on bil kar doskrat tlele po Sloveniji. Ja, no, sej, Ja. ja. Ej, Pa mi ni hodil, da telefonske odmikajo. taki so, veš. Jaz ful držim pesti, da dobiš Glej. Cure pa Depeche, mogoče bomo celo skupaj šli kdaj na ta intervju. Jack Nicholson tudi slab kaže, pa je, da je bolj slab že, veš. Ja, ima tudi leta, ne? Ja, dobro, lej, sej. Tako da, lej, od igralcev, no, ajde, mogoče še to povem, ne. To imam tudi precej tako preko pri srcu, ne, tako da 3 igralska, bom rekel, Imena. srečanja, ne. Ja. Dejansko bolj srečal, to smo imeli neko promocijo, je bil Benicio del Toro, Hudo. tako da pa sem ga nahecal, da se je fotkal z mano, čeprav pa bil ful prijazen pa to, ne, ampak bilo je tako, da nismo imeli intervjujev, ampak smo imeli, v bistvu je bila ta fora, da smo mi nekako se naučili nek tekst, nek prizor in je on prišel in smo mi z njim odigrali nek prizor, ne. Pa je bilo smešen, ne. Čeprav ne se je totalno zeznil, ne. Mi se vse na pametno učimo, on je pa sam improviziral in je vse kontra naredil, kar je bilo treba, ampak je bilo ful zabavno, no, tako da. Ok, Benišo čist verjamem. To je zihar karizma overload, ne? Še 2 si rekel. Ja, en je Christopher Lee, Saruman, oziroma Dracula, no. On je bil, njega smo lovili v rekovaju. Na Grossmanu, ne? Na Grossmanu, ja. Skoraj že ne bilo nič, ne. a Ja, veš. Dracula ne moreš ujeti. Moraš ustrajati včasih, ne, mislim, vem. Sam nekje v Jeruzalemu, ki je imel to svojo, kjer je prespal, ne. In mi tako že vsi obupani, da ne bo nič. In smo, prav za njim smo pelali in smo šli kaj, pa je bil pa svojo ženo tam. Pa tako, ja, pa kaj bi zdaj vi, ne? Mi smo pač kaj prišli, smo rekli, ja, se vas bomo pustili na miru, sam malo bi vas pa kaj vprašali, pa tako, človek je bil pa takrat star, se mi zdi, Ful. 89, se pravi, tako da sem ga nekaj sprašal, kaj bo, ne, čez pol leta, ko bo 90, ne, tako. Ampak mi je vse povedal, ne, tako, No, ampak sam neki. Tlele, ko se je to zgodilo, a ti je bilo mal beti tja? Težiti, sorry. Mislim, ja, veš, saj tudi, No ne to, vem, ta moment, a ne? mal imaš un občutek, da zdaj, a veš, da si mal po novinarsko najedajoč ali kakorkoli, Ja. oziroma da si mal vsiljivc, ne, na ta način, ne, ker pač on je bil tam, ne, on je prišel kaj na dopust, pravzaprav, oziroma kot gost, tam so ga lepo postregali, pa to, čeprav imamo pol tako prijazno ženo, da smo se z njo najprej zmenili in je pol Pot vedno vodi tam čez, ponavadi. se dolo sedel in nam je vse razložil, od svojih vohunskih dni na Balkanu do tega, kako je Tita srečal, vse je povedal, tako da fino, zelo tak edinstven pogovor. Ali pa Erik Burden, ne, tudi recimo, ta ni, to sem hotel tudi reči, ja, da koga moraš to čakati, ne vem, do 1 zjutraj ali pa do konca koncerta, pa misliš, da bo dan pobegnil, no in pa, če ima koga ta pravga okoli sebe, ga dobiš, ne, pa bi malo povedal o House of the Rising Sun, pa tako naprej. Pa Lee Scratch Perry, to je pa ta legenda, ki je snemal Regi, ki je bil tudi parkrat pri nas. Marliju je snemal, pa ne vem kaj, v studiu Moj po goru. On je imel pa neko ženo iz Švice, se mi zdi, in so ti rekli, ja, after, po koncertu, ne, in smo ga pol do 1 zjutraj, kaj čakali. Na koncu je bil pa tudi en najboljših intervjujev, se mi zdi, tudi ko mi je vse povedal, od tega, da ima kamen v žep, zakaj ima kamen v žep, pa zakaj ima v noto čevljih dolarje, prav zato, da skozi po dolarjih hodamo, veš. Model, totalno. Dobra fora. No, pa Rutger Hauer, to je pa ta tret, ne. Aha, ok. To je pa Blade Runner, iztrebljevalec, ne. Ja. Njemu so pa, mislim, da 2016 tam nekje podelili v Trstu na festivalu fantastičnega filma
znanstveno-fantastičnega filma, nekaj tazga, neko nagrado in je prišel. In sem jaz njim lepo opisal, sem rekel, mi bi to prišli, pa bi malo pogovor naredili. In ja, v redu, in smo se zrihtali. In je prišel, kaj je tako, nam rekel, ne lepo raztrgan, ampak tak, ten ubogi človek in pa tako, veš, ampak polk se je razgovoril, je bil pa top. In sploh ni, mislim, šokiran sem bil polk, čez 1 leta, 2 let že umrl. No. To je zelo nekaj na hiter prišlo. Ampak tako bi rekel, tak, kulten igralec, res velik, ne, se veš, ne, ono, Tears in the Rain, pa to so res take stvari, da si zapomniš to, no. In mi je bilo kar bed, takrat, ko nekdo tak gre. Sicer mi kdo pa reče, veš to, kako lahko čutiš do nekih ljudi, ki jih niti ne poznaš, pa ki si sam fan, ampak ne vem, take stvari me, poleg nekih takih bolj osebnih, pa to, vsem te nekako čutiš, ali pa ni fajn, no, bom rekel, ne, se veš, verjetno. Skoraj vsakega vprašam, pa bom to tebe, kar si drugačen člen v glasbeni verigi. Kaj je tebi dala glasba? Se mi še zmer daje, bom rekel. No, še vedno si daje, ampak tako. Ne vem, no, težko. Jaz mislim, da brez glasbe bi težko živel, oziroma živel. To je en tak užitek, to je pa ena popolna sreča, bom rekel, a veš, tako do solz. Sploh ti ne znam razložiti, ampak to so stvari, ki se pol včasih, a veš, ki pride do tega, ker malo udinjaš temu, ne, se pravi, da malo podaljšuješ ta užitek, ne, na nek način. Pa ni važno zdaj kaj, ne, a veš. Doskrat je, ko slišiš kakšen komad ali pa kakšna stvar, interes te ugane, ne, da je ful lepo, no, skratka, da se malo kera druga stvar, no, mogoče se najde še kakšna, lahko s tem primerjano, tako bom rekel. In je tako, ena taka edinstvena stvar, ki jo imamo v življenju, kjer se po svoje lahko zmer zatečemo, vsak ima pa tudi verjeten glasbo ali pa komade, ne, ki so bolj primerni za določene trenutke, ali pa manj, ali pa poleg tega, ne, da ima tiste komade, ali pa komad, ki ga nekaj spomne na koga, ali karkoli v tem smislu. Hvala, ker si prišel. Hvala, ker imaš tako rad glasbo. Zelo se to čuti. Hvala tebi za povabilo, hvala, ker ceniš, hvala ti za vse. Se vidimo na koncertu. Čau. Čau. To je Radio 1 podcast.